Lepo pozdravljeni. V adventnih zgodbah predstavljamo navdihujoče projekte posameznikov, ki so vredni posnemanja. In z nami je en res dober projekt nocoj, oziroma dobra zgodba, to pa je gospod Vitko Švajger, direktor podjetja Pergola d. o. o. Namreč Pergola d. o. o. in gospod Vitko Švajger, vi ste poklonili poplavljeni družini hišo, ki ste jo seveda tudi sami izdelali, skupaj še z nekaterimi drugimi donatorji. In projekt ste imenovali Hiša novega začetka. Povejte nam, gospod Švajger, kako je bilo, kako ste se odločili za to potezo? Ja, tega usodnega dneva, lansko leto, avgusta, ko smo čuli po radijih, po televizijah, po medijih, kaj se dogaja v Sloveniji, ta ujma, sem sedel v avto in se odpeljal na firmo. In celo pot, ko sem se peljal, sem mislil, kaj me bo čakalo na firme. In ko sem se jaz pripeljal na firmi, sem ugotovil, da je ujma nas obšla. Sem bil lahko zelo vesel. In v tistem trenutku sem se odločil, da bom vsekakor, da bomo nekaj donirali, da moramo nekaj narediti za tiste reveže, ki jih je pa pravzaprav te ujma prizadela. In jaz sem se pač v tistem momentu nekako odločil, da bomo neka donacijo neko naredili, potem sem se še pa z parjami našimi poslovnimi partnerjami pogovarjal in smo se nekako dogovorili, da bi pa mi le naredili eno hišo, pa da jo podarimo enim od tem pač, ki jih je prizadelo. Začel sem iskati pravzaprav tudi v katerem kraju bi to naredili, malo smo se posvetovali vsem tja, recimo, in seveda potem, ko sem prišel naslednji dan v službo, sem pa poklical cel naš tim, se pravi cel tim mojih sodelavcev in so vsi bili zelo navdušeni, da se bomo pač nekaj takega zgodilo, ker to ne more sam človek en tak projekt peljati, da smo pravzaprav peljali ga kar vsi. Poklicali smo glavne dobavitelje pa podizvajalce, ki pač za nas pomagajo izdelovati te naše nizkoenergetske hiše. Bom rekel, in odziv je bil, ne vem, nenormalno, nobenega ni bilo treba kaj prepričevati, vsak je rekel, ja, seveda bomo dali. Tako da, seveda peljali smo, to akcijo smo peljali mi na Pergole, ampak moram reči, da to so, bom rekel, vsi ti donatorji, ko so bili tako, ne vem, če jih naštejem, nekaj Remoplast, recimo, je dal veliko, les smo dobili od Kolesa, recimo, ne vem, teh večjih, Saint-Gobain, recimo, bom rekel, veliko teh firm, pa naših podizvajalcev so vsi pravzaprav to stvar donirali. In najtežje mi je bilo pravzaprav poiskati lokacijo. Oglasil sem se pri parih županih, ne, in potem smo nekako našli skupni jezik z županom Slovenj Gradca, pa občino Slovenj Gradec, zato bi moral tudi njih, bi rekel, da če njih ne bi bilo, tudi tega ne bi mogli speljati, ker mi smo morali imeti nekje zemljišče, dobiti zemljišče, recimo primerno zemljišče za to, pa da imajo tudi nekega poplavljenca v tistem območju. No, saj mi smo pripravili tudi nekaj fotografij, bomo videli tisto vašo hišo. Povejmo za začetek, to je najbrž podpis z županom, ne, Slovenj Gradca. To ni podpis županom, ne. Aha. To je zdaj odprtje, ja, to vidimo odprtje. Župan je na sredini, pa ja. Šefic, pa... To ste odprli ob začetku gradnje? To smo odprli, to smo položili temeljni kamen. Ja. Februarja je to bilo. Ja. Kako dolgo pa je tekla ta gradnja? Mi smo imeli dokumentacijo, mislim, da smo dobili nekje v marcu. Hišo smo pa imeli končano nekje konec julija. In to je ta gradnja. To se pravi, glejte, vi ste praktično v 4-5 mesecih to naredili, ne? Ali pa rečemo pol leta skupaj s papirji, ne? Tako, pol leta smo zgradili, ja.
No, se bomo videli tudi ob samem odprtju, to je zdaj pergola, to je zdaj to gradbišče. Torej, v Slovenj Gradcu so našli zemljišče. Ali imajo oni še kaj teh zemljišč na voljo, ker so še drugi poplavljenci? Ja, bom rekel, zemljišče, primerno zemljišča, Ja. takih, bom rekel, je zelo malo nekje. Da bi, recimo, tu so pač imeli 1, 2 ali 3 parcele in mi smo se pa za eno od teh parcel odločili pa naredili. Ne. Ja, to je zdaj ta hiša. Za 4-člansko družino, to je družina. Povejte nam kaj o tej družini, kdo jo je izbral? Ja, mi smo pravzaprav podarili hišo, bom rekel, kar se pa tiče, kdo je pa izbral, je pa to bilo največ od, bom rekel, občina Slovenj Gradec in od njih je bilo največ odvisno, kdo bo tam zaživel. Vi niste imeli pri tem besede. Nisem jaz, oziroma jaz bom rekel, da mi smo hišo naredili, pa smo jo podarili, ampak nismo povedali, kdo je zdaj tisti, nismo prišli v to, kdo bi pa zdaj si najbolj zaslužil, ampak zato so pač bili te, bom rekel, iz občine Slovenj Gradec. Kako so reagirali ljudje? Ja, jaz bi rekel, da seveda vsi so bili navdušeni, recimo tudi zelo dosti pohval smo dobili od vseh ljudi, ampak glejte, Sveta, če nekdo dobi nekaj, sigurno, da ne more biti slab. Mislim, da bi bilo, Ja, ampak ja. to je pač za cajta otvoritve, ne, bili so, kar smo naredili, bom rekel, nekaj bum reklamo, pa tako tudi domalo zraven. Ne. Ja, ja. Ta podpis je pa čigav? To smo hišo predali, Aha. hišo smo predali mi, ja. Predali lastniku. Torej, a je zdaj ta lastnik moral plačati kakšen davek ob tem, ko je to dobil? Kako je s tem? Glejte, okrog tega davka še ni bilo čisto vse jasno, pa še zdaj ne vem, če je, pa me tudi nisem se dosti kaj v to spuščal. Mi smo hišo naredili, pa smo jo, bom rekel, naši del dali. Seveda tu je še pa zdaj bilo zemljišče, za ta del je pa še zdaj tudi zdaj se še ne ve, kako bo to, a bo to odavčeno ali ne bo odavčeno, na kak način se bo. Ampak mislim, da se ne bo, ampak je pač treba iskati neke variante, kako to speljati. Da, ne bi. No, veliko je bilo komentarjev, ker je pač seveda vlada ni še naredila nobene hiše, čeprav je predsednik vlade obljubil 100 hiš na mesec, ali mislim, da je bila neka taka številka. So pa bili na otvoritvi nečesa, kar sploh z njim nima nobene zveze. No, zdaj, glih tako bi rekel, da težko da rečemo, ne, saj vemo, da nekih parcel ni, da bi lahko rekel takoj, ne, da vlada nič ni naredila, to se kdaj čujem, ampak vseeno, bom rekel, to se pa tudi moramo vedeti, da je bilo potrebno prvo narediti infrastrukturo, se pravi, da se morale prvo ceste popraviti, da se je moralo, ne vem, vodotoke, pa ne vem, kaj vse je bilo, recimo tisti mostove, pa take stvari, recimo da vlada, da ne bi naredila ni, ampak vlada dela na tem in tudi zdaj vem, da v tem momentu iščejo zemljišča, že imajo nekje, ampak vse vemo, kako je pri nas ta birokracija, kako je to, da pač nekako na brzino pač nič ne more, mislim, ne gre. Ne. Ampak to je pa šlo, ne? To je pa šlo, ker je tu je pa že bilo namensko ena parcela taka, ki smo jo mi iskali, saj bi moč lahko v kakem drugem, ampak nikjer ni bilo neke pa, mislim, pa parcele, recimo tudi druge občine, ker občine imajo malo parcel, ne, recimo tam imajo, to so, pretežno so parcele pač lastništvo, bom rekel, fizičnih oseb, nekakih pravnih, mislim, občin ali pa država sploh nima dosti. A je bilo slišati tudi kaj takih, mogoče nevoščljivih komentarjev? Zakaj ravno oni, pa nekdo drug? Ne, mi smo si zaželeli, da bi bili, recimo tudi, da so, skozi bom rekel, da smo sodelovali recimo z vlado, pa z gospodom Šeficom, pa s temi vsemi smo sodelovali, recimo. Tudi bom rekel, da so nam stali ob strani, so nam pomagali to speljati tudi, ne. Ampak seveda en projekt 100 hiš je pa nekaj druga, kot pa recimo to, kar je rekel recimo predsednik, da to je nekaj drugega, ko pa če imaš da narediš eno hišo, pa že imaš dano možnost, ki jo postaviti. Ne. Torej, kakšna je vrednost te hiše? Ja, te hiše, naši del te hiše je nekje okrog 170 000. Toliko ste v bistvu donirali
Materijala samo ali tudi dela ali kako? To, ki je naša, bom rekel, da je vrednost, to, bom rekel, to smo donirali vsi. Ja. Se pravi, jaz nisem nič ne rabil dobenega materiala kupiti, ker sem ves material za to hišo dobil še celo. Naši delavci so delali solidarno en dan, so delali tudi solidarnostno en dan, tako da bom rekel, da je dejansko to ni samo mojo, ne, recimo moja donacija, ampak to je naša širina vseh nas, recimo. Cele firme, naše firme, plus, bom rekel, teh naših kooperantov. No, ampak recimo, če bi dejansko, to, kar je rekel predsednik vlade, zgradili 100 hiš ali pa recimo 200, za kakšen denar gre tu? O čem se pogovarjamo? Ja, hiš, bom rekel, zdaj seveda, zdaj, če se o denarju pogovarjamo, ne, seveda tudi odvisno od lokacije, kjer je, koliko je vredno zemljišča, ampak hiše so pač tule nekje, bom rekel, okrog 100 kvadratov te nizkoenergetske, kar jih mi pač nekje delamo, bom rekel, bi rekel tu okrog, tako kak sem že rekel, tudi 170 000, recimo tudi mogoče, seveda zdaj pa tudi odvisno, kakva hiša, ali je to velika, je bolj razgibana, ali je to preprosto, ali bilo kaj pritlična, mansardna, več variant je. To je pač odvisno, kakva hiša, ampak tu nekje bi rekel, da se neka normalna hiša za 4-člansko familijo je pač tu nekje takem denarju. Plus seveda, plus dokumentacija, plus zemljišče, to pa je treba dodati. Zdaj pa seveda, bo zemljišče, seveda, če rečemo, da je nekje na podeželju zemljišče, ne vem, 20 evrov po kvadratnem metru, seveda, če je pa v Ljubljani, je pa 200 evrov pa še več. Ne. Ampak vas je že kdo povabil k temu projektu, recimo, da bi vi tudi prispevali k hiše, bi vam plačali, da bi vi gradili? Kako je zdaj s tem? Ja, gledajte, zdaj seveda, zdaj se dogajajo vse te stvari, ne, da se bo tam en projekt, ki se bi naj delalo več hiš v Rakovljah. Mi imamo že nekaj, se je že pri nas oglasilo nekaj, bom rekel, že tudi podpisali smo nekaj pogodb z nekaterimi, ne. To bomo pač individualno delamo z posamezniki, se pravi temi, ki so pač bili oškodovani, pa zdaj dobijo pač nadomestno zemljišče in bodo gradili hiše. Bodo šli v lastni režiji v hiše, ne? Sicer pa obstaja neka tipska hiša, ki naj bi jo vlada postavila. Ja, mislim, oni so v štartu so imeli neke variante, se pravi, so imeli neke arhitekturne, mislim, nekaj hiš so izrisali, naredili, ampak tisto bomo pa zdaj tudi videli, a bo za tisto dano območje, ker se bo gradilo, sploh urbanistično primerno. No pa vendarle, ne, na spletu so bili taki komentarji, ali jih ni sram, vlado namreč, da se pridejo slikati pred hišo, ki je niso sami postavili, ki ni v bistvu donacija vlade. Ni bila donacija vlade, bila pa, bom rekel, tudi donacija občine. Ne, se pravi, da ja, dobro, župan sodi sem, ampak predsednik vlade, kaj dela tam? Ja, jaz bi rekel, jaz sem bil vesel, da je tudi on prišel pogledati, pa da je videl, da lahko, da smo še ljudje taki, ki zmoremo nekaj narediti, pa tudi naredimo nekaj za dobro ljudi. No, vi tudi sicer izdelujete te nizkoenergetske hiše. Zakaj gre pri teh hišah? V čem je taka hiša toliko posebna? Ja, gled, tu je zdaj so pač nizkoenergetske hiše, to pomeni, da bom rekel, da zelo malo potroši, se pravi, da za ogrevanje in te stvari pravzaprav zelo malo trošijo, ne, se pravi, da hiše nekje trošijo nekje tam do 15 kW po kvadratnem metru, ne, to, kar bi rekel, da je zdaj, če bi rekel tako v denarju, to, kak je zdaj, recimo, na primer, elektrika je tu nekje med 300, okrog 300 evrov na sezono. Če imamo hišo. Pri taki hiši. Pri taki hiši, ja. Ampak kakšno je ogrevanje? Ima zdaj to toplotno Ja, črpalko? zdaj mi vgrajujemo vse toplotne črpalke, talno ogrevanje, tako da to je brez... Kako gledate zdaj na to, da bodo tisti, ki so vgradili toplotne črpalke, pa mogoče še na streho kakšen panel, zdaj pravzaprav kaznovani z višjo omrežnino? Ja, to pa je res. To pa tudi, bom rekel, tudi jaz lansko leto na firmo svojo postavil veliko elektrarno, ampak zdaj sem videl, da se mi že ne splača več, da se sedaj
po vseh verjetnosti se zdaj tega ne bo več splačalo delati. Se pravi, prej si vlagaš, se odpoveduješ nečemu, povložiš v to, potem pa dobiš za nagrado pravzaprav to, da si varčeval, se pravi, da si samo ustvaril elektriko, da si vgradil toplotno črpalko. Bom rekel, jaz imam kot sam tudi elektrarno nad svojo hišo tudi in vem, da več predelam, kot pa potrošim. Ne? In tudi dam nekaj, ki pa ne dobim plačano za to. A ja, ne dobite tega neto. Tistega pa nimaš nekaj, če imaš za samo oskrbo, tega ni. Ne? Aha, dobro. Pa vendar so te nizkoenergijske hiše so naša prihodnost. Vsekakor, saj, če gledamo, stalno bolj, ko gledamo proti severu, več se tega gradi. Ne? Se bom rekel, da skandinavske države, ker so pač to nizkoenergetske, se dosti manj troši, bom rekel, da večji del se gradijo pravzaprav že zdaj montažne hiše, to, kar mi delamo. V Sloveniji tudi, bom rekel, je rast tega, ampak tu še ni tako prizadeva, mislim, še ne gradi toliko. Zato rekel, da mi pravzaprav, naša firma pravzaprav tak 70% izvozi vseh hiš v Avstrijo pa v Nemčijo. Ne. Se pravi, da imamo nekje, delamo okrog 100 hiš letno. Če rečem, da smo lansko leto 104 hiše naredili in tega smo 71 naredili v Avstriji in Nemčiji. Se pravi, gor je dosti bolj povpraševanje po tem, kot pa recimo po zidanih, pa po teh klasičnih gradnjih. Tako da vsekakor bom rekel, da energija vemo, da bo stalno dražja oziroma stalno bo nekako in bom rekel, da sigurna prihodnost gradnje je v tem. Po kakšnih načrtih pa vi delate? Je to nek tipski načrt ali vam Avstrijci dajo načrte, Nemci? Ne, mi imamo svoje načrte. Pri nas imamo 3 arhitekte zaposlene, sami izrišemo hiše, pa jih tudi na nemškem, pa na avstrijskem trgu ponudimo. Mi imamo še eno firmo v Avstriji, recimo, pa gor pri njih je pač drugačen sistem prodaje, se pravi, da tam so muster parki, se pravi vzorčni parki za hiše in tam postavimo hiše, recimo pač proizvajalci postavijo hiše in ljudje se gredo tisti predel pogledati hiš, ki jih je 100 pa 200 in reče, glede, bomo pa to imeli. Mi imamo tak gor, recimo pri Lincu, Hajdo, imamo in od tam prodajamo recimo v Avstriji. Odkot pa dobite ta material? Že prej ste omenili, da je bilo to donirano, ampak vendarle, kdo vam naredi te prefabricirane elemente? Ja, kar precej sami. Bom rekel, da nekaj lesa uvozimo, nekaj ga celo uvozimo z Avstrije, recimo, pa to je zdaj stalno manj, nekaj ga dobimo tudi, bom rekel, tu iz Slovenije. Drugače smo si še pa pred 2 letoma mi sami zgradili svojo žago, imamo žago, imamo sušilnice, tako da te elemente, lesne elemente sami pridelujemo. No, v teh 30 letih, 34 bo že zdaj, po osamosvojitvi smo to lesno panogo kar malo zanemarili. Se strinjate? To vsekakor. To je, bom rekel, da tu ni bila najboljša politika okrog tega, recimo, tako da zdaj se nekako se mi zdi, da se eno malo začelo spet, ampak če gledamo našo sosednjo državo proti severu, ne, se tam precej drugače to dogaja. In se pravi, da smo mi, bom rekel, hlode vozimo v Avstrijo, mi pa pol iz Avstrije vozimo lesne elemente. Škoda, ne, pravzaprav. Zakaj se to dogaja? Ni bilo žag ali kaj se je zgodilo? Se pravi, da to je bila malo politika taka, da mogoče so koncesijo gozdarji imeli predolgo, recimo preveč dolgo, mislim, ne vem, 20 ali koliko let, ali je to bilo krivdo ali kaj, to se glih nisem preveč, ampak nekaj že je šlo narobe, bi rekel, če je v Avstriji to napredovalo, je šlo v Sloveniji pa nazadovalo. Ja. Zdaj bom rekel, da zdaj tudi, bom rekel, kar nekaj poznam takih mojih firm tudi, ko imajo in tudi, bom rekel, da se vračamo nazaj, pa sami gradimo žage, pa tudi žagamo les, tako da ga ne gre več toliko tudi v tujino, kot ga je šlo do zdaj. To tudi vi ste omenili, imate zdaj žago, ne? Tudi mi smo pred 2 letoma to zgradili,
To pa zaradi tega, ker je na trgu bilo dejansko težko dobiti te stvari tu v Sloveniji. Ne. Sploh za časa korone so se nekatere stvari dogajale in smo imeli probleme z surovino in smo se pač na brzino odločili pa zgradili sami tudi žago. Ne. Sodelujete kdaj na tisti dražbi najboljših dreves? Ne, ker mislim, bil sem jaz tam že, recimo, zdaj, če gledamo gor v Slovenj Gradcu, recimo, tam sem že bil, ampak to ni glih za eno tako proizvodno, kot mi delamo, ne, tam se pač izbirajo nekih hlodi, ki iz tistega hloda pač pol narediš nekaj posebnega, ne. Ja, prvovrstno. Pa to gremo količinsko, recimo, naprimer, tako da tisto poznam, ampak da bi tam kupovali hlodovino, ne. Ampak les recimo za to hišo, to je pa bilo slovensko. To je pa slovensko, ja. To je pa slovenski les, ja. Kako dolgo ste ga sušili? Ja, to pa je zdaj odvisno, kaki presek je. Suši se, les se pa suši nekje, bom rekel, to centimeter pod debeline, 1 centimeter en dan, se pravi, da nekje, zdaj, če so debelejši, se pač suši 10 dni, a pa 12 dni, recimo, to so pač sušilne komore, ki to. Vi ste lesni inženir? Ja. Kako je zdaj s to panogo? Sploh še kdo študira to? Če vam nekaj povem, jaz sem bom rekel, seveda so še, ker še, bom rekel, da še kar nekaj ekskurzij sem imel zdaj, so celo z Ljubljane so prišli z biotehnične fakultete malo na ogled, ker pač malo več stvari vidijo. Z lesne šole, recimo Slovenj Gradec, vendar tam jih je prišlo 40, se pravi, na en tudi letošnjo leto na ekskurzijo k nam, tako da je. Jaz bi rekel, da imamo mi druge probleme, kar se tiče kadrovanja, ne. Se pravi, mi, ko delamo montažno hišo, mi rabimo ne samo lesarje, ampak rabiš tudi druge profile. Se pravi, mi rabimo slikopleskarje, rabimo fasaderje, rabimo krovce, rabimo kleparje, ne. In tega pač sedaj ni več, ne. In dejansko imamo tako, da jih moramo mi sami naučiti. Se pravi, jaz zaposlim človeka, pa ga 6 mesecev uvajam na enem delovnem mestu ali pa drugem, pa da vidim, kaj bo sploh od tega nastalo. Tako da iz šole, da bi zdaj dobil neki taki poklic, ga tu pri nas ni več. Kam se umešča to vaše podjetje Pergola d.o.o.? Vi ste začeli svojo kariero drugje. Ja, jaz sem prej bil na ene druge firme. Seveda, jaz sem pa že v tem poslu 48 let, tako da. Ampak po prometu, recimo, med Lumarjem. Glejte, tu bom pustil, to ne bom govoril, ker tu so različno, a delaš hišo, ali delaš neke projekte, ki se samo si vključen v njih, pa bom rekel, ne vem, dosti pokasiraš, ampak tvoj del je malo. Jaz bi rekel, da smo eno večjih. Neko sigurno smo, če nismo drugi, smo pa tretji. No, ko gledamo tole eno družinsko hišo ali pa take montažne, nizkoenergijske, se vedno zastavi vprašanje, do katere višine gre lahko montažna hiša, ne? Gre to tudi v nadstropja, je to lahko tudi nek blok ali kako je? Ja, seveda se so že to tudi razvili, ne, ampak to je pač, bi rekel, da so potem malo drugačni materiali oziroma lesovi drugače lepljeno, križno lepljeni lesovi. Tudi so že prišli do 8 ali 10 nadstropje lahko recimo, ampak ta naš, to, kar pa mi delamo, pa rekel, je pa to nekje 4, 3 ali pa 3, bom rekel, nekje 3, je najbolj plus mansarda, recimo, da imaš pač 3 nadstropja, pa do tu nekje. No, zdaj v Nemčiji se obeta, pravijo, kriza, tudi volitve bodo spet, ne. Kako se bo ta nemška eventualna gospodarska kriza poznala pri vaši panogi? Jaz bi rekel, da zdaj v Nemčiji mi še ne glih toliko sodelujemo, dosti bomo rekel nekaj malega, ampak problem imamo v Avstriji, ne. V Avstriji smo mi pravzaprav, vse tako sem rekel, da smo večji del v Avstriji izvažamo. In v Avstriji so tudi zdaj bile volitve in gor so tudi problemi, so, bom rekel, uvedli tudi na bankah te samoudeležbe, pa take stvari, da tudi padla prodaja in zdaj je nekako malo, bi rekel, malo zatišja gor, ampak z drugim letom se pa spet nekje napoveduje, da
bo seveda tako, kak je v vsakem poslu, pač to so krivulja, gor pa dol, pa zdaj smo pač moče malo dol prišli, zdaj pa spet šli naslednjo leto spet malo navzgor pa. No, če pogledamo tele poplave, če se vrneva k tej temi, veliko je bilo seveda tudi teh montažnih hiš in nekateri pravijo, da jih je zato voda zlahka odnesla. Ali je kriva montaža, ali je kriva lokacija preblizu vode, kaj vi menite? S tem se sploh ne bi strinjal, kaj ste se rekli. Ja. To je skoraj nemogoče, ker vsaka montažna hiša ima spodaj temelje in to ima tudi betonsko temeljenje. Se pravi, če ti voda spodje ploščo, je lahko zidana bo še prepadla, ker je težja kot montažna. Tako da tu bi rekel, da s tem se ne morem strinjati. So bili pa grozni posnetki, ne? Ja, seveda, hiše visele sem pa tja. To niso bile montažne, to so bile pretežno zidane. Tudi hiše. zidane. Mislim, jaz sploh ne vem, če je bilo, niti nisem videl, kje da je bila kakšna montažna. No. Ampak ta bližina vode, bližina reke, smo šli tu predaleč, recimo, ko smo zidali, glejte, Savinjska dolina, je to vse zraven, celo industrijsko objekt je tam. Glejte, vemo, da se bomo morali na to tudi menda malo prevajati, saj vemo, kaj se dogaja v svetu zdaj, recimo, kaj bomo, mislim, kako bo vzračje, vse se, bom rekel, klima, vse se spreminja in po vseh verjetnostih se bo potrebno prilagoditi, navaditi tega, da bo pač ne bo več nekega normalnega dežja, da bo ujme, da bo nalive. Tako kot je včasih bilo, ko smo mi bili mladi, smo imeli snega, koliko si hotel, zdaj ga pa nikoli ni več. Ne. Ja. No, recimo za zaključek pri tej zgodbi, pri tej hiši novega začetka, lahko poveste nekaj, kar vas je presenetilo, kar vas je navdušilo v tej zgodbi, lahko poveste kakšen lep trenutek, ko ste bili pa res veseli, da ste to donirali. Glede, vsekakor, ko smo mi to predajali, recimo tam primer, sem bil zelo vesel, da nam to uspelo. Rekel, nam to ni prvič. Ne? Recimo, mi smo to že eno tako varianto imeli, pred leti smo tam v občini Lenart pomagali nekome zgraditi tudi hišo. Bilo je preko televizora, mislim, so zbirali neka sredstva, so nekaj nabrali, ampak potem tisto, kar je zmanjkalo, smo mi hišo naredili, pa smo mi dodali tisti, pač, bom rekel, za pol se nekako nabralo, pol smo pa mi donirali. Za eno hišo tudi pred leti ni bila tako velika, je bila malo manjša, je bila 60-70 kvadratov. Pa tudi, ko so kakšne akcije take, ko se zbira za nekoga, bom rekel, smo mi stalno nekako, bom rekel, smo stalno nekaj pri tem, da pač tudi nekaj, malo nekaj pomagamo, koliko se pač lahko. No. Kaj si boste še posebej zapomnili ob tej donaciji? Je bilo kaj takega, kar vam je ostalo v spominu? Vsi trenutki, ko smo jih preživeli, tam gor so mi bili nekaj, bom rekel, nekaj posebnega. Ne. Že tedaj, ko smo polagali temeljni kamen, pa sem si zamislil, kaj sem se spodal, ne, a mi bo to uspelo vse tako, kot smo splanirali, pa bilo kaj, ne, sem se tudi malo stremal, pa vsem skupaj, ampak se pravi, če imaš en dober tim okrog sebe, potem sploh ni problema, da ne bi te stvari naredili. Ja. To je rekel, tale slika, ki jo pa zdaj pokaže, ne, to pa seveda, to pa je tisti vrhunec, ko smo tam okrog bili, pa vsi veseli, bom rekel, vsi donatorji so tule na slikah, ne, tudi pa, bom rekel, tako da... Je to, ta veseli trenutek. Ja. Dobro, gospod Vitko Švajger, z podjetja Pergola d.o.o., direktor, ustanovitelj, najlepša hvala, da ste donirali to hišo, da ste pokazali to odprto srce in hvala, da ste z nami delili to zgodbo. Jaz pa vam vsem želim blagoslovljen Božič in srečno novo leto. Ja, hvala lepa, da ste me povabili, sem zelo vesel. Ja, to je bila naša adventna zgodba. Nasvidenje.